V pogovoru se nam pridružujejo predstavnica borcev in bork za digitalizacijo šolstva in predstavnik organizacij, ki blažijo posledice digitalizacije. Za mizo so z nami iz Službe za digitalizacijo izobraževanja, ki deluje na Ministrstvu za vzgojo in izobraževanje, je z nami Mirjam Oblak, tudi podsekretarka na omenjenem ministrstvu. Iz Logouta, Centra pomoči zaradi prekomerne rabe interneta, se pridružuje Rok Gumzej, diplomiran socialni pedagog, in iz Safe.si, točke ozaveščanja o varni rabi interneta in mobilnih naprav, je prišla Ajda Petek, raziskovalka na Centru za družboslovno informatiko Fakultete za družbene vede. Vsem se zahvaljujemo, da ste si vzeli čas. Izhodišča za debato bodo predstavljale izjave dijakinj in učiteljic iz Gimnazije Poljane ter učenk in učiteljic iz Osnovne šole Mirana Jarca, ki govorijo o svojih izkušnjah rabe tehnologije in digitalizacijskih procesov. Poprašali smo jih, ali v zadnjih letih opazijo kakšne spremembe na področju digitalizacije, ter kje so te najbolj vidne. Lahko kar prisluhnemo njihovim izjavam. Ja, verjetno se zelo razlikuje predvsem v spremembi prehoda iz osnovne šole na srednjo šolo, ker smo tudi mi odrasli in se mi zdi, da vsaj odkar sem jaz na srednji šoli, je veliko več uporabe nasploh in telefonov in tablic in računalnikov. V osnovni šoli pa so še poudarjali predvsem to povezovanje znanja z motoričnimi sposobnostmi in materiali, medtem ko tukaj je posledično verjetno tudi zaradi gimnazije vse bolj teoretično. Ja, jaz mislim, da je kar veliko v celem sistemu poučevanja. Recimo PowerPointi niso več one prosojnice, mislim, da je profesorjem ful veliko lažje v nekaterih primerih, ampak cela snov je pa še zmeraj v bistvu na isti način zasnovana. Ja, opazim od 1. do 6. razreda nismo uporabljali toliko tablic pa pametnih tabel, potem pa v zadnji triadi smo pa začeli uporabljati tablice pa kdaj tudi telefone. Ja, opazim. Predvsem izboljšani so se računalniki v računalnici recimo, boljša oprema, tudi več pri pouku uporabljamo s tablicami in take naloge imamo interaktivne, lahko tudi prek kakšnih kvizov, prek Kahota ali pa kaj takega. Tako da ja. Ja, gotovo je vedno več digitalne tehnologije, ta prihaja z vseh možnih koncev. Zagotovo je to interaktivna tehnologija v smislu panelov, digitalnih tabel in tako naprej. Tudi e-dnevnik poteka na ta način in seveda tudi na drugi strani pri dijakih je vedno več uporabe telefonov, tablic in podobnega. Po eni strani zato, da raziskujejo, zato ker v končni fazi je to en vir informacij, recimo verjetno pri jezikih je to slovar, pri mojem predmetu, pri geografiji so to lahko različne karte, Google Maps, Google Zemlja in tako naprej, pa verjetno še kaj podobnega. Tako da tega je zagotovo vedno več. Ja, nekaj stvari se je spremenilo, sicer računalniki so že skozi, odkar jaz učim, že skoraj 20 let, ampak zdaj imamo veliko več aplikacij, ki jih lahko uporabljamo, ne potrebujemo nobenih prenosnih diskov recimo ali kakšnih USB ključkov, to lahko imamo vse v oblaku, recimo to je ena taka sprememba zame konkretno, ki mi zelo veliko pomaga pri pripravi pouka, pa seveda v opremljenosti šole. Šole so kar lepo opremljene, skoraj vse nudijo, kar učitelji potrebujemo za kakovosten pouk z uporabo digitalizacije. Torej učenke, dijakinje in učiteljice so podale nekaj primerov, kako se njihovo izobraževanje ali učenje spreminja zaradi digitalizacije. Tako da imam jaz tukaj že prvo vprašanje za vas, Mirjam. Kako razumete pojem digitalizacije in zakaj se zadnja leta vanjo toliko vlaga? Omenili so PowerPointe. Zame uporaba PowerPointov v resnici še ni digitalizacija izobraževanja, ker v resnici ne nadomešča nekdanje grafoskope in v bistvu tukaj ne prinaša nobene bistvene spremembe v izobraževanje. Ko govorimo o digitalnem izobraževanju, v bistvu govorimo o gradnji učnih okolij. In v teh učnih okoljih se
tehnologijo uporablja smiselno, ciljno, interaktivno, za nekakšno transformacijo izobraževanja, da dosežemo stvari, ki brez tehnologije ne bi bile mogoče. In cilj vsega tega je, da učenci in v bistvu vsi udeleženci v znanju dobijo znanje, dvignejo nivo znanja in ob tem tudi razvijajo pomembne kompetence. Tukaj bi še posebej izpostavila digitalno kompetenco, ki jo praktično brez tehnologije sploh ne moremo razvijati oziroma jo zelo težko razvijamo. In je zelo pomembna, zaradi tega, ker otroci se s to kompetenco ne rodijo, čeprav se nam včasih zdi, da so čarovniki, ko dobijo tehnologijo v roke, ampak njihova uporaba same tehnologije je zelo omejena na določene aplikacije, ne znajo pa jo uporabljati zato, da bi se z njo učili, da bi z njo obogatili svoje življenje. Recimo in tudi raziskava PISA, ki je trenutno zelo aktualna, rezultati so bili decembra znani, je pokazala, da so učenci, ki v prostem času več uporabljajo tehnologijo, imeli slabše rezultate kot učenci, ki so tehnologijo uporabljali manj. Po drugi strani pa je pokazalo, da učenci, ki so uporabljali tehnologijo v šoli, pa so imeli više rezultate na PISA kot tisti, ki so uporabljali tehnologijo v šoli manj. Se pravi, tukaj sta dve stvari, ki sta zelo pomembni, da jih ločimo. Uporaba v šoli in uporaba doma. Tako da mogoče, če še mečkam grem iz te teorije, dejansko kaj pomeni digitalizacija v samem razredu. Naš namen ni, da imajo zdaj učenci, kar si večina ljudi predstavlja, ko govorimo o digitalizaciji izobraževanja in vsem, kaj skočila si v zrak, da bomo zdaj vrgli učbenika stran, pa torbe stran, pa zvezka stran, pa svinčnika stran, daleč od tega, in da bojo potem učenci samo še imeli tablice in bojo se samo še s tablicami učili. Ampak gre za to, da ob vseh teh stvareh, ki jih učenci že imajo, uporabimo tudi takrat, ko je smiselno, da dosežemo cilje, ki mogoče drugače niti ne bi mogli doseči, tudi tehnologijo, da ta pouk podpre. Je pa pomembno pri tem, da to ni stvar samo enega posameznega učitelja, ampak to sistematično razvija celotna šola. Vsi učitelji usklajeno nastopajo na tem področju in razvijajo kompetence in znanja učencev. Ampak ni pomembno, da deluje v bistvu usklajeno samo učitelji, ampak celoten izobraževalni sistem. In tukaj je v bistvu ta naloga našega ministrstva, da vodi celotno digitalizacijo izobraževanja, da ponudi učiteljem, kar potrebujejo in da jih opolnomoči. Zato imamo tudi na ministrstvu, v naši službi imamo prav poseben dokument, ki se imenuje Akcijski načrt digitalnega izobraževanja in pokriva 6 področij. Kot prvo je ta že omenjena nacionalna koordinacija, kot drugo je potem digitalna didaktika, kot tretje je opolnomočenje učiteljev, potem imamo tudi digitalni ekosistem, ki zagotavlja, da imajo učenci dostop do orodij, aplikacij, elektronskih virov, se pravi takih kakovostnih storitev in vsebin, ki jim lahko pomagajo, da se učijo. Ne nazadnje pa je potem tukaj še eno področje in to je izobraževanje v posebnih okoliščinah, kot je bil COVID, potem zdaj so bile te avgustovske poplave, se je tudi kazalo, da mogoče nekateri učenci ne bojo mogli to šolo. To so pač te stvari, ki so v bistvu pokrite s tem načrtom in ta načrt v bistvu usmerja čisto vse dejavnosti, ki jih izvajamo v naši službi. Tako da, če povzamem, bistvo ni tehnologija, bistvo je pedagogika, tehnologijo pa uporabimo takrat, ko prinese neko dodano vrednost. Ok, hvala. Potem imam pa še vprašanje za Roka iz Logouta in Aido iz Safe.si. Kje vi vidite vplive digitalizacije pedagoškega procesa, pa bi mogoče na začetku kar dala besedo Roku. Torej, kje vidimo na našem centru mogoče tako? Torej jaz bom zdaj zelo govoril tu iz prakse, torej iz primerov, ki prihajajo k nam, pa kar mi nekako opažamo. Zdaj primeri, ko prihajajo k nam, tudi moram to ta disclaimer dati vsem, da so vseeno neki primeri, kjer je verjetno že malo nekaj ekstremno, kjer je že malo, kjer ali je veliko preventive izvedeno strani staršev, ali je pa situacija že na tej točki, kjer je treba malo bolj resno intervenirati pri mladih. Kje pa mogoče to vidimo nekako pri mladih? V bistvu sem mal, to je zdaj mogoče to moj osebni vidik, ampak mal sem tako, mladi danes se mi zdi, da te tehnološke stvari, malo smo jih tu premalo naučili, kako to poteka. Tudi naprimer danes družbena omrežja, videoigre postajajo toliko
ta UI design, user interface design postaja toliko, kot je bilo rečeno, tako dober, da v bistvu ni več učenja tega, kako se to uporablja, kako zdaj rešim. Kar so zelo dobri je, kako obiti starševski nadzor na Family Linku, to znamo pogooglati. Ampak tudi to, naprimer, da Google ni več glavni iskalnik pri mladih, danes mladi iščejo informacije, prvo grejo torej na TikTok. Tudi sem že imel, to zdaj čisto anekdotno zdaj govorim, ampak sem že imel 2-3 situacije na šolah, kjer sem imel z učitelji računalništva pogovore in so v bistvu eno razočaranje izpostavljeno na tem, da tudi mladi danes, naprimer tipkovnica in miška uporaba jim dela malo težave. In v tem smislu je digitalizacija super sredstvo, da se torej naučimo tudi tega, že čisto uporabe tega računalniškega sistema. Tudi ta primer iz Amerike je, ko je že ena STEM fakulteta je mogla uvesti nazaj računalništvo 101, ker ni podatkovnega sistema, študentje so imeli težave s podatkovnim, torej kak fajle iz enega okenca potegniti fajl v drugi okence. Zato, ker so bili vzgojeni in so torej cel čas uporabljali Androidne pa iOS sisteme, ki tega nimajo, ki imaš načeloma ti en bucket tam in ta vedro not vse mečeš in ti je sistem podatkovni, kjer imaš ti vlečeš malo neznan. Tako da to, ne vem, da sem mogoče malo razdrobljen odgovor dal, ampak tako da vidimo potrebo po tem, v bistvu tem koristnem izobraževanju. Mladi veliko časa danes porabijo torej za zabavne vsebine, pa za sproščujoče vsebine na spletu, za to koristno rabo, kako to uporabiti, kaj s tem lahko naredim, pa da ni to samo PowerPoint, saj danes mi že AI naredi cel PowerPoint, ne rabim niti sam več slajdov delati. Torej bolj usmeritev bolj v te smeri, to bi bila naša želja. Več koristne rabe, pa malo omejiti svojo sproščanje pa zabava rabo. Ok, hvala. Potem pa dajem besedo še Aidi safe.si, pa mogoče ponovim vprašanje. Kje vi vidite vplive digitalizacije pedagoškega procesa, vašega vidika? Zdaj, mi izvajamo delavnice na osnovnih pa srednjih šolah, tako da kar mogoče opažamo, ampak tukaj se ne nanaša toliko na digitalizacijo pedagogike, kakor na to, da v bistvu se naše izvajalke srečujejo s situacijo, da je v bistvu težko, da je ta pozornost, ki jo imajo učenci in dijaki vsako leto nekako nižja. In sploh zdaj, ko so se po epidemiji vrnili v šole, res jamrajo, da je zelo težko nekako disciplino ohraniti, da sploh lahko poveš, kar si prišel povedati, pa izvedeš delavnico, izvedeš aktivnost. In tudi učitelji povejo, da na nek način so mladi otroci toliko navajeni teh zelo v bistvu agresivnih impulzov na internetu, na vseh teh platformah, tako da ti kot nek učitelj težko konkuriraš temu in ohranjaš to njihovo pozornost, ki postaja vse krajša, tudi zaradi tega, ker spremljajo te zelo hitre impulze, kratke, gremo že naprej, scrollaš, nisi več pripravljen zelo dolg imeti vključene možgane in neki se posvetiti nečemu. Mogoče reči dalje, ker bomo imeli verjetno časovno stisko. Kar nadaljujemo. Torej, učenke in dijakinje, torej učiteljice, smo pa vprašali še, kakšne tehnološke pripomočke se uporablja pri pouku, ali morajo učenci kdaj pomagati učiteljicam pri uporabi tehnologij, ter o nekaterih morebitnih zabavnih anekdotah učiteljev in učiteljic glede uporabe tehnologije. Tako da kar gremo na naslednji sklop izjav. Ja, definitivno se snov v bistvu vedno predvaja na interaktivnih tablah, kar je zelo v pomoči nam in profesorjem, verjamem, ker je sam pouk bolj voden oziroma bolj strukturiran. Nam je pa verjetno lažje, da si gremo včasih nazaj pa pogledamo na dan, ko mogoče nisi bil tako zelo skoncentriran. Največkrat imajo PowerPointe na tabli, pol recimo pri določenih predmetih smo mogoče včasih imeli kdaj Kahoot, ampak ne lih pogosto. Recimo pri geografiji tudi dostikrat, če se gremo te kakšni, ki so map quizi,
pa tu se tudi dosta uporablja. Pa itak, ja, pa v karanteni smo itak bili vezani sam na to, tako da pač se mi zdaj to šlo v pravo smer v tistem času, so se pač tudi takrat se mi zdaj tudi prišlo ta spletna učilnica, pa to sem da tudi mogoče prej tega ni bilo toliko. No. Večinoma za prikaz prezentacij, te pametne table. Ja, uporabljamo tablice, ampak samo pri eni uri, to je recimo pri fiziki, smo enkrat jih uporabili, da nam je prikazali, kako kakšne energije delujejo. Ja, da recimo na pametni tabeli pokažejo snov, ki se jo učimo, ali pa kakšen PowerPoint, da pogledamo kakšen video. Ja. Pri katerih predmetih pa to se največkrat uporablja? Biologija, matematika, fizika, geografija pa zgodovina. Ja, v bistvu praktično vsako uro. Imam interaktivni zaslon v razredu, zdaj, če ne drugega, da učbenik odprem vsako uro. Ali pa včasih jim pol kaj pokažem, pa je tudi malo odvisno od snovi. Naprimer, ne vem, v 9. razredu, ko smo obravnavali geometrijska telesa, mi je bilo zelo dragoceno, da jim pokažem te geogebrine prikaze in potem si lažje predstavljajo. Včasih smo to delali z žičnimi modeli, danes pa greš, pa tam lepo klikneš, pa se ti pojavljajo oni pravokotni trikotniki, lahko zavrtiš tam, ne vem, posamezno piramido in je to za učence mnogo lažje. Pol včasih tudi kakšen video pokažem. Kar mi je pa najbolj všeč, je pa to, ko sem začela učiti, sem imela zeleno tablo in tisti za geometrijo je bilo super, pač lepo si narisal krožence in tako naprej. In ravno zaradi tega nisem hotela iti na belo tablo, ker tam je pa problem, ker si vse pobrišaš, ko nekaj konstruiraš. Zdaj, odkar imam pa interaktiven zaslon, pa lepo tle grem, imam orodje, narišem in zdaj si dovolim imeti belo tablo, pa da nimam več svinjarije po celem razredu. Jaz pri svojem pouku kar precej uporabljam digitalno tehnologijo, digitalni panel, v bistvu je to na nek način ta najbolj vizualni del, PowerPoint oziroma prezentacija poteka na ta način in ima kar nekaj dobrih plati, precej je vizualen, da se risati po njej, da se pisati, da se zagotovo uporabiti videoposnetke in jih potem analizirati, tako da je to precej hvaležna zadeva. Da se to tudi povezati s tablico in potem uporabljati funkcionalnosti same naprave, recimo za kakšen eksperiment je to precej koristno, da vidijo vsi učenci oziroma vsi dijaki, če je ta eksperiment mogoče na mizi ali pa na katedru, ga ostali težko vidijo in če ti vklopiš recimo kamero, vidijo vsi to na tabli zadaj. Ja, kar velikrat v bistvu vpraša profesor, ali kakšen hacker v razredu, da bo to popravil in tak noben od nas ni velik pojma in pol pač nekoga razred skupinsko potisne naprej, ja, ti boš popravil in pol, kdaj sem to jaz in sam pridem gor in ok, kaj moram zdaj narediti in neki pač restartam računalnik in ponovadi deluje, ali pa sam neki kliknem in ponovadi rata, no, ne vem. V bistvu bolj starejše, ampak tako dosti redko. V bistvu v času nadaljavo, ko smo imeli pouk, smo parim učiteljem rabili razložiti, kako se uporabljajo Teamsi, naprimer, ampak večina jih pa znamo. Ja, zagotovo nastane kakšna precej nenavadna skica včasih, ko se recimo analizira karte, zemljevide in tako naprej, je mogoče kakšna šrafura ali pa kaj podobnega, precej zanimivih oblik. Včasih tudi oni narišejo kakšno zanimivo skico in me pričaka potem ob vstopu v učilnico. Drugače pa mi dela pa ne težave, ampak občasno ob razlagi, ko preklapljam med tablico pa računalnikom, se slika zadaj ne zamenja in potem nekaj časa, morda nekaj sekund govorim o neki stvari, ki mislim, da jo vidijo zadaj, pa je ne vidijo, tako da me potem relativno hitro opozorijo na to. To, da bi pa recimo s flomastrom za običajno tablo risal po interaktivni tablici, mi pa še ni zgodilo. Verjamem pa, da se komu že je. Jaz tega nisem naredila, ampak pa je enkrat kolegica prišla v moj razred, sicer ne tlele, no to je bilo še takrat, ko smo imeli še une Hitačijeve table in pol vidim, da je tam lepo bilo s flomastrom gor napisati, mislim, mene kar slabo ratalo, ampak smo pol rešili, tako da una tabla še živi.
Okay, torej na začetku posnetka smo slišali nekaj primerov uporabe tehnologije pri pedagoškem procesu, pa imam tukaj vprašanje za Roka. Torej, a imate na Logoutu mogoče kakšne smernice, ki bi jih predlagali za šole, kako naj po vašem mnenju organizirajo učni proces, da ne pride do prevelike in prepogoste uporabe zaslonov? Ja, v bistvu mi imamo obstajajo splošne slovenske smernice za uporabo zaslonov za mlade. Torej od 0 do 2 let je nič časa pred zasloni, potem 2 do 5 let je največ 1 ura, 6 do 9 je potem do 1 ure, 10, 11, 12, tam je potem do 1,5 ure in potem nad 13 let je do 2 uri na dan za zabavne vsebine. Tako da te smernice, če se to univerzalno sprejema, je to v redu. Sej načeloma mi gledamo na te stvari tako, dokler je to koristna raba naprav, nekaj, kar delaš z namenom, nekaj, kar delaš z nekim ciljem, nekaj, kar vseeno razvijaš neko veščino, je to vse ok. Kje nastanejo težave je, ko to v bistvu postane distrakcija stran, zamotitev stran od enih težav ali pa neko nadomestilo, ki na neustrezen način zadovoljuje neke potrebe, ki jih v bistvu imam pri sebi. Zdaj pri pouku pa mogoče to, kar je bilo malo, če se navežem tudi omenjeno, je pa tu en del, koliko znamo kot mi, predavatelji, učitelji, tudi te tehnologije uporabljati pa njim predati. Tu velikokrat mladi potem te označijo za boomerja in ko si označen za boomerja, karkoli predlagaš, poveš, gre pač mimo. Tako da je tudi ta del, naš del tu, da se izobrazimo, da znamo te stvari uporabljati, da ne pišemo z flomasterom po tej elektronskem LCD zaslonu. To. Ja. Ok, hvala. Vse tega usposabljanja učiteljev in učiteljic se bomo še dotaknili. Prej bi pa rada samo še vprašala Ajdo iz safe.si, če imate mogoče kaj za dodati na temo teh smernic uporabe zaslonov v šoli. Ne, mi tudi tega nismo pripravljali, tako da v bistvu ne, ampak se mi zdi pa zelo pomembno, kar je gospa iz ministrstva povedala, ampak jaz bi malo drugače obrnila. Ni pomembno, a uporabljaš doma ali v šoli, ampak je razlika, uporabljaš za delo. Torej, ja, tako kot je Rok rekel, z nekim namenom to naj ne bi zasvojilo, kakor jaz vem, kakor strokovnjaki govorijo, sem tudi v nekih skupinah delovnih za nekemične zasvojenosti zasvoji, problematična je pa potem lahko ta raba breznamenska, ko ti kar leti čas, to neskončno scrollanje, ki ti ga servira umetna inteligenca in ti algoritmi in v bistvu ne veš, da sta šle 2-3 ure mimo, pa v bistvu sploh ne znaš povedati, kaj si videl, se nisi nič kaj novega naučil, ampak je nekako zapravljen čas. Lahko je to potem beg tudi iz nekih realnih problemov. Pa mogoče še ena zanimiva stvar, ki sem jo zdaj slišala tudi na eni okrogli mizi, v kateri je sodeloval tudi dijak in je rekel, da če bi jim pa vzeli telefone, pa to je dijak gimnazije Vič, če bi jim vzeli telefone, da jih ne bi smeli v šoli uporabljati, mislim, kaj bi pa pol delali, pouk je tako dolgočasen, jaz si vzamem telefon, pa se sam učim na telefonu. Tako da očitno je pač ta digitalni način učenja zanimiv in do neke mere ga je sigurno pametno uvesti v šolstvo. Hvala. Potem pa bi kar nadaljevali, pa imam 2 vprašanji za Mirjam naprej. Za začetek bi mogoče na posnetku je bilo vidno kar veliko neke uporabe pač opreme tehnološke v šolah. Pa me zanima, torej kakšna je vaša izkušnja z opremljenostjo šol in na kakšen način ste vključeni, ter če mogoče vidite kakšno razliko med opremljenostjo šol, mogoče tukaj se malo navezujem na neke manjše, večje šole, mogoče po regijah, če imate kakšne izkušnje s tem. Tako je, kar se tiče samega financiranja šol oziroma njihove opreme, tukaj ministrstvo ne dela razlik med šolami, ampak se oprema oziroma sredstva za opremo razdelijo glede na število učencev, ki jih ima določena šola. Tako da potem pa šola oziroma ravnatelj sam presodi, kaj in koliko potrebuje njegova šola, tako da je tukaj zelo odvisno od tega, kakšen je ravnatelj, pa kako so učitelji zagnani in ne toliko od tega, kaj ministrstvo, katere šole preferira ministrstvo, ker to pač ni tako.
Drugače pa smo dobili v okviru načrta za okrevanje in odpornost z Evropske unije precej sredstev tudi za opremo šole, tako da se bojo v bistvu šole tudi opremile. S tem namenom je bila tudi pred kratkim, konec januarja, začetek februarja izvedena anketa po šolah, kjer smo dobili zelo dober odziv. Nas je presenetilo, da so v resnici v šolah precej zadovoljni s tem, koliko opreme imajo in kakšno opremo imajo. Opremo, ki si jo mogoče bolj želijo, ki je nimajo, pa bi si želeli, pa so bolj take napredne zahtevne opreme, kot so VR očala in takšne stvari, ki pa so povezane tudi z izobraževanjem. Tako da tukaj jih moramo, ne samo, da jim mi damo VR očala, ampak jih moramo hkrati tudi usposobiti, da bodo znali to uporabljati. Tako da sem odgovorila na vprašanje. Potem pa naprej so učenke in učenci v izjavah omenili tudi, da učiteljice kdaj potrebujejo pomoč pri uporabi tehnologije in ker je velik del digitalizacije izobraževanja tudi usposabljanje kadra, kot je že Rok omenil. Imam še eno vprašanje za vas, Mirjam. Torej, kako digitalizacija poteka v luči kadrovske stiske v šolstvu, ki je vse prisotna? V resnici tehnologija ne more nadomestiti učitelja. To se vedno bolj kaže in tudi nimamo nobenega namena, da bi kakorkoli nadomestila. Lahko pa tako tudi, kot je omenila gospa na posnetku, jim pomaga in olajša delo. Tako da v resnici v naši službi se ne ukvarjamo toliko s kadrovsko stisko, na ministrstvu samem se, ampak v luči digitalizacije pa ne. Ampak, če sem jaz pravilno videla, je pa kar nekaj projektov povezanih tudi z usposabljanjem učiteljic in učiteljev. Kako pa vidite neko splošno, mislim, kakšna je vaša izkušnja neke splošne motiviranosti pedagoških delavk za vključevanje tehnologij in če imate mogoče nekakšne metode za motivacijo učiteljev? Ta anketa je pokazala, mislim tudi številne druge raziskave, ki jih delajo, da so mladi učitelji bolj motivirani kot starejši. Se mi zdi, da imajo starejši kar mogoče en tak strah oziroma zelo verjamajo v svoje metode, niso toliko naklonjeni inovacijam. Ampak motivacija, jaz mislim, učiteljski poklic je, tako bi rekla, eno tako, ni samo poklic, ampak je poslanstvo. In sem prepričana, da si vsak učitelj želi, da učenci dobijo čim bolj kakovostno popotnico za življenje in danes, glede na to, da živimo v digitalni dobi, to vključuje tudi to, da jih opolnomočimo, da znajo uporabljati tehnologijo za učenje. In je res, kot je rekla gospa Ajda, jaz jih danes tudi srečujem na vlaku, ko se učijo na telefonih in ni več tistega, mislim, res so bolj zagnani za učenje, kot so bili nekoč in pri tem uporabljajo tehnologijo. Ko se sami odločajo, kako se bodo učili, uporabljajo tehnologijo. Ni pa tukaj samo motivacija, kar se tiče učiteljev, ampak dejansko so tudi oni skladno z učnimi načrti zavezani, da razvijajo digitalno kompetenco pri učencih in uporabljajo tehnologijo tako, da bo dvignila kakovost pouka. Bo pa to s prenovo učnih načrtov še bolj sistematično, sistemsko urejeno. Kar pa če mi delamo, je pa tudi, imamo en velik projekt za izobraževanje učiteljev, kjer se jih bo še posebej opolnomočilo na področju digitalnih kompetenc. Obstaja prav evropski okvir, ki se imenuje digitalne kompetence izobraževalcev. Potem pa tudi zelo spodbujamo učeče še skupnosti oziroma učenje drugega, ker se mi zdi, da jih najbolj navdihne, ko slišijo od drugega učitelja, kaj vse se lahko s tehnologijo naredi, kakšne učne cilje se lahko dosežejo in kako otroci v bistvu uživajo. Jaz včasih, ko jih poslušam, me prime, da bi šla v šolo ne samo kot učitelj, ampak kot učenec. Hvala. V zadnjih letih opažamo porast uporabe orodij umetne inteligence, zato smo tudi učenke povprašali, če so kdaj uporabile najbolj razširjenega pogovornega robota ChatGPT. Učiteljice pa smo povprašali tudi, če učenke pogosto uporabljajo tehnologijo umetne inteligence pri svojem delu in kako to v šolah preverjajo. Ja, sem že kar nekaj časa nazaj, tudi ko je prišel ven, me je ta stvar tako zanimala, ker mi je šokantno, kako lahko tako neka umetna inteligenca tako dobro sestavlja stvari.
Zdaj smo imeli sicer tudi v šoli predavanje na to temo, na pač pomembnost navajanja virov in kako ChatGPT je problem v tem, pa tudi vse te boti, ki so na to, da ne navajajo virov. In je zelo težko dobiti vire iz njih, tako da meni se zdi zelo fajn stvar, če rabiš kakšno pomoč pri splošni raziskavi, da tako imaš neko osnovno podlago na neko temo, če pa se hočeš bolj poglobiti. So zelo nezanesljivi podatki, sploh pa v slovenščini. V angleščini se izboljšuje, ampak v slovenščini pa res nezanesljivo. Tako da podatke je treba definitivno preverjati na drugih virih. Je pa fajn stvar za kakšne kreativne ideje, so kar tako izvirne, ali pa za zabavo, tako kakšne pesmi ful dobro piše ali pa kaj. Ampak za šolo, ja, kakšne seminarske ali pa tako je dobro, da preden sploh začneš karkoli delati, si prebereš o tej temi in ti on zelo dobro napiše, podrobno ga lahko vprašaš o kakšni stvari, ki mogoče na kakšni spletni strani bi ti dlje časa vzeli, da bi to našel. Tako da meni se zdi tako stvar uporabno, ampak kakorkoli, da bi pa za kaj drugega uporabil, pa se mi zdi, da še ni na dovolj visokem nivoju. Pač tej veri manjkajo res, ker moraš navajati to. Ja, izven šole je tudi zelo dober program, ampak pri šolskih nalogah še ne zna tako dobro recimo slovensko in je po mojem tudi bolj, da uporabljamo tako kot Google ali pa kaj takega, zaradi tega, ker so bolj prepričljivi viri tam, ker ChatGPT v bistvu sam iz vseh, kar on najde, pobere in na kratko opiše, zato pa včasih ni dobro. Zdaj, jaz učim kemijo in se mi zdi, da niti nimamo toliko takih tematik, kjer bi jim to prav zelo koristilo. Mogoče edino, če kdaj dobijo kakšno seminarsko nalogo, ampak to imamo bolj samo pri enem izbirnem predmetu, tako da pri mojem predmetu niti ne, se mi pa zdi, da pač profesori dobro poznamo dijake in malo vemo, kaj so pač sposobni sami napisati, tako da mislim, da se to kar hitro opazi. Se mi pa tudi ne zdi nič narobe, če dijaki pač to uporabljajo za pridobivanje nekih idej, ker pač verjamem, da je to zelo uporabna stvar, se pravi za pač dobivanje idej, pa da sami dijaki te ideje uporabijo pač na nek svoj način. Zdaj sem prej računalništvo učila, tako da takrat sicer ChatGPT-ja še ni bilo, tako da sem za seminarske naloge potem tako preverjala, da sem kopirala kose besedila, pa sem jih v Google metala, pa sem večino našla. Zdaj pa učim matematiko, tako da tukaj ni take težave s ChatGPT-jem, tudi nasplošno pravijo, da je slab v matematiki. Tako da jaz sem ga sicer testirala, ampak bolj iz herbca, ki me je zanimalo, kaj dobiš ven. Zdaj pri pouku pa ga iskreno povedano nismo uporabljali, pa mislim, da ga tudi zaenkrat še ne bomo, ker se mi zdi bolj za kakšne druge predmete uporabno, tako da tukaj me ne skrbijo, da bi bile kakšne zlorabe zaradi tega. Videli smo, da učenke in učenci kdaj uporabljajo ChatGPT, pri tem zavedajo nekaterih omejitev oziroma pasti uporabe tega orodja. Pa imam zdaj eno vprašanje z roka in z logouta. Kakšne so posledice uporabe umetne inteligence na šolstvo oziroma na splošno? V čem so prednosti in v čem slabosti uporabe umetne inteligence? Mi delamo tudi včasih, jaz izvajam na kakih šolah za ChatGPT, za učitelje, tako malo predstavitev, pa kako to je, pa kako to izgleda. Prednosti so absolutno, vse vemo, ful stvari napiše, lahko ti pomaga brainstorming, tudi že zato, ko je bilo za matematiko omenjeno, že imamo danes programe, ki tudi matematiko znajo, tudi Astra AI je zdaj bil zelo promoviran za maturo pomoč. Tako da te stvari absolutno koristne, so seveda, kot je bilo omenjeno, viri in pa te zadeve treba biti pozoren, pa da to ne nadomesti vsega mojega dela. Mogoče tu, če lahko mogoče umetna inteligenca iz primerov, ki k nam pridejo na to vezani že zdaj, je bolj to, ker se ljudje tudi že čustveno malo navezujejo na te pogovorne bote. Mi že imamo tudi primere, kjer je v bistvu prišlo, kjer pride do tega, da so pol težave z navezovanjem stika izven. To zdaj niso šolski primeri, ampak tako dajem kot ena mogoče prihodnost oziroma kjer smo že situacije, ki lahko jih te chatboti tudi prinesejo, kjer so potem težave torej z navezovanjem stika z drugimi osebami, ker pač AI bot je na voljo vedno pravilno odgovori, je zabaven, vedno me posluša.
in tako dalje. Tako da mogoče iz tega komunikacijskega vidika bi jaz tu izpostavil bolj eno rizičnost, ki jo mi vidimo. V šolskem sistemu pa, ja, treba je te orodja, se mi zdi najbolj to, kar smo prej tudi se malo dotaknili, prepoznati, pa sploh vedeti, kaj to zmore, ker se mi zdi, da velikokrat je ChatGPT še posebej precenjen, pa ob enem podcenjen. Tako, aha, ne, se to nič, se to nekaj tam daleč, ob enem pa, joj, to pa zelo lahko vse naredi, ne, in pa, kot je bilo rečeno, takoj, ko pa mu poskušam dati malo globje zadeve, pa hitro prije do nekih težav, zaenkrat še. Zdaj pa prihodnost pa se zelo hitro razvija z našimi umetnimi inteligencami. To sem odgovoril? Je nek? Ja, mislim, da ja. Hvala. Zdaj pa še eno vprašanje za Ajdo. Kaj pa nevarnosti pri uporabi interneta? Na kaj je treba paziti pri tem in kako naj šole obveščajo učence o tem? Ja, jaz tudi tukaj vidim priložnost to digitalizacijo, da se lahko začne tudi pol upeljevati osveščanje in izobraževanje o varni in odgovorni rabi interneta hkrati s tem, ne? Ker jaz mislim, da je tega premalo v samem sistemu. Mi naredimo 800 delavnic letno na šolsko leto, pa še drugi izvajalci so na logout in še drugi in tudi nekatere komercialna podjetja to ponujajo. Tako da definitivno je veliko povpraševanje, velika potreba potem na šolah, ne. Tako da jaz mislim, da je to pol neka priložnost, da hkrati, ko se neka tehnologija uporablja, se opozarja tudi na možne pasti, na odgovorno rabo in vse te teme lahko potem lažje v bistvu pokriješ, ne. Če mogoče date še kakšen primer tega, kakšna je vsebina vaših delavnic, ki jih izvajate na šoli, kaj hočete, da otroci odnesejo od tega? Ja, mi pokrivamo nekako 3 večje teme, to je spletno nasilje, prekomerna raba interneta pa varovanje zasebnosti na spletu. Tako da, kar želimo nekako doseči, je, da jim damo neke informacije, neko znanje, nek širši okvir, da znajo kritično presojati vsebine na internetu, da se znajo odgovorno vesti, tako do sebe kot do drugih, paziti na svoje osebne podatke, paziti na osebne podatke drugih, razmišljati o tem, da tudi če je na internetu boli, ne, v primeru spletnega nasilja, vrstniškega, cyberbullyinga in tako naprej. Ok, hvala. Še kaj? Gremo kar na naslednji sklop, bomo takrat. Učenke in učence v osnovni šoli smo vprašali tudi, ali uporabljajo mobilne telefone v šoli oziroma kakšna so pravila v zvezi s tem. Učenke in učenci so nam povedali tudi, ali so obiskovali predmet računalništvo in kaj so tam delali, ter tudi omenili delavnice, ki se izvajajo v šolah na področju rokovanja s tehnologijo. Pač mi ne smemo telefonov uporabljati v šoli, imamo jih pa pač lahko v torbi, samo da so pač na nemoti ali pa da so na letalskem načinu. Lahko ga imaš prižganega pa v torbi, ampak ga ne smeš uporabljati. Če pač vidijo, da ga uporabljaš, ti ga vzamejo in pridejo starši pobrati telefon v šolo, potem pa sledi kakšen mogoče celo ukrep ali pa. To učenci vejo, da ne smejo uporabljati mobilnih telefonov, da morajo biti izklopljeni, posebnega načina pa nimamo. Na šoli ne pobiramo telefonov pred začetkom pouka, te prakse nimamo. Jih pa opozorimo, recimo, če vidimo, ne vem, mogoče nekdo ima nastavljeno budilko, pa je pozabil izklopiti telefon, potem pa ga samo opozorimo, naj ugasne telefon, ga pospravi v torbo, ali pa učenci imajo tudi navado, da imajo telefone v žepih, pa potem jih samo opozorimo, da naj pospravijo telefon v torbo. Zdaj pa nas so telefoni prepovedani. Verjamem pa, da kakšni učenci jih uspejo pri kakšnem predmetu uporabljati. Zdaj, ne vem, jaz pač pazim, da gledam, zdaj, če koga zalotim, ga vzamem, pa ga nesem v tajništvo, tako kot imamo dogovor, ne? Ampak zdaj, jaz upam, da pri meni tega ne počnejo, oziroma da če počnejo, da jih vidim, ampak ne veš pa ne, to je isto kot pri plonkanju, ne?
Kakšnih takih sankcij, da bi pa recimo na začetku ure pobirali telefone ali pa kaj tako? Ma se imajo rezervo. Okay, ja, pri računalništvu smo večinoma se učili programirati spletno stran, to se mi je zdelo najbolj uporabno pri tem. In učili smo se HTML, pač programirati v tem jeziku. Imeli smo tudi ocenjevanja iz tega in ustvarjanje recimo v Excelu tabele pa tako. Sem bila na računalništvu, ampak od 1. do 3. razreda, pa takrat smo programirali samo. Pa imeli smo delavnice, začele so se zelo ponavljati. Pač vedno so govorili v istih stvarih, pač kere kode so bolj varne, internet, pač spletno zlorabo. Pa ja, to je skoraj vse, kar so govorili. Okay, torej, jaz bi se navezala spet na zadnjo izjavo, kjer je učenka omenila, da se te delavnice pogosto ponavljajo, pa me zanima, če bi komentirali to izjavo, ste že dobili tak feedback, pa kakšne predloge izboljšav? Ne, pravzaprav nismo dobili tazga feedbacka, v glavnem je zelo pozitiven feedback in imamo tudi šole, ki vedno znova naročajo te delavnice, oziroma večina je takih. Tako da ne vem, če smo bili to res mi, se pravim, veliko ponudnikov je. Mi imamo tudi tako zastavljeno v bistvu, da na različnih starostnih obdobjih so druge teme, je tudi drugače zastavljen, tudi če je ista tema, je poglobljena, razširjena, pač primerna starosti. Nekako predlagamo, da se v 3., 5., 9. razredu naredi in to je vse pol druga tema in potem še v srednji šoli, kjer se lahko res zelo poglobljeno dela in debatira z dijaki na čist drugem nivoju. Drugače pa, no, ne vem, lahko rečem tudi repetitio mater studiorum, tako da ponavljanje ne škodi. Punca je samo 2 stvari uspela našteti, pa še to ne razumem čisto dobro, kaj tako dvomim, da je bilo 45 minut sam na to temo, no. Kako se trudimo delati zanimive delavnice, je pa, da čim bolj vključujemo učence, dijake, se pravi, da v bistvu tudi oni povejo o svojih izkušnjah, da potem na podlagi tega gradimo, o čem se bo tisti dan več pozornosti posvetilo. Imamo nek okvir seveda, ampak izvajalke sledijo razredu, kaj jih zanima, kje so težave, kaj so že doživeli na internetu, ne. Tako da gremo res v to smer, da se prilagajamo, da debatiramo z njimi, da naslavljamo razna zmotna prepričanja, recimo, da je žrtev vedno sama kriva, če je doživlja na spletu nasilje. Ne, zakaj pa poslala, objavila tako fotografijo ali tak komentar in tako naprej. Tako da je veliko nekih zelo stereotipnih prepričanj tudi med otroki in mladimi, katere moramo naslavljati, ne, in jih v bistvu porabimo kar nekaj časa, ker so res trdovratna. Drugače se pa trudimo čim več z aktivnostmi, kvizi, igrami vlog, torej takimi zelo interaktivnimi metodami, ne, da vsekakor pri nas ni nekega predavanja. Okay, hvala. Zdaj pa še Rok. Slišali smo tudi pravila glede uporabe mobilnih telefonov, ter če jih učenke in učenci uporabljajo v šolah. Se vam zdijo pristopi šole glede rabe telefonov pravilni? Torej, da omejujejo? Ja, ker. Mi tudi, ko te delavnice izvajamo, pol dobiš en zelo unikaten vpogled v različne šole pa te zadeve in imajo ene šole, mislim, različni, malo je razlik mogoče v tem pristopu, kako se tega lotiti med šolami in kjer šole to res, zdaj tudi govorim srednje šole, v osnovnih šolah načeloma že itak zdaj ni telefonov, ampak v srednjih šolah, naprimer, kjer se različni sistemi, kjer imaš tudi, ne vem, odložilno mesto in vsi odlagajo telefone in kadar se to res implementira in vztraja in dijaki sodelujejo, je to vse teče, ni nekih to težav, kjer pa to je pa to delo potrebno, to je malo sprememba potrebna, to je malo sodelovanje potrebno, ne, tudi odvisno od celega ekosistema šole. Ne. Ampak absolutno vidimo, jaz jim dam, naprej, ko imamo delavnico, pa imamo ta izziv, a bomo lahko ta odmor, ko imamo 5-minutni odmor, a lahko brez telefonov preživimo, enim rata, enim ne rata.
Ampak je to že to, ne, glih danes imel svetovanje in je prišel en mladostnik, 15 let, in je ob 2 smo imeli in je že imel 4 ure na svojem screen timeu, ne. Pa je bil cel čas pri pouku, ne. Spraševali so. Ja, pa sem bil na telefonu. Ja, med odmorom, ne. 4 ure je nabral v bistvu že zjutraj malo, ne. Tako da absolutno vidimo smisel v tem, da se to v nekem tem okolju, ker šolsko okolje je tudi eno okolje, kjer se res imajo priložnost interaktirati, se spoznati, ne, neke interakcije med, ki vse so na spletu, tudi se spletno okolje je danes njihovo, ne, digitalno igrišče, vse so tam, ampak niso to vse, kar rabijo stik, rabijo se gledati v oči, rabijo se zavohati, rabijo se objeti, rabijo ta tudi del človeške izkušnje, ne. To. Ok, v logoutu imam še vprašanje. Ja, v logoutu se predvsej ukvarjate tudi s zasvojenostjo zaradi prekomerne uporabe tehnologije. Kako lahko to odvisnost, to tehnologijo prepoznamo in kako lahko učitelji ukrepajo ob takih primerih in kako poteka zdravljenje te odvisnosti? Sej znaki so zelo podobni kot pri ostalih zasvojenostih, torej simptomi tega, ko mi to nekdo poskuša zmanjšati, imam težave s tem. Čez čas se povečuje. Če pogledamo tistih DSM-5 je lepo napisanih 9 kriterijev, če oseba obkluka 5 ali več od teh 9 se kvalificira kot torej neka zasvojenost. Te kriteriji so pa torej to, ne, povečanje tolerance, laganje o tem, to začne vplivati na neke pomembne dele mojega življenja. To uporabljam kot način, kako se odmikam stran od neprijetnih čustev, ne, torej en pobeg in tako dalje. Torej, kako lahko mogoče, se mi zdi, da učitelji kar dobro prepoznavajo to, no, naprimer, ko imamo delavnice, pa potem govorijo, pa ne vem, jih tudi vprašamo, koliko časa so kaj na telefonih, pa tudi do dvigne 10 ur, pa 11 ur roke, pa načeloma, ko to predamo tam socialnim delavkam na šoli, pa kaj so tako, ja, se nam je, ne. Velikokrat gre pa to potem seveda absolutno z roko v roki z težavami doma, ne, kakšna ločitev staršev, kakšne kaotične razmere doma, slabi akademski rezultati, šibek, socialni, nimamo toliko prijateljev, no. Tako da se mi zdi, da to, jaz najbolj pač vprašamo jih. Mi, ko imamo delavnice, če jih samo vprašaš jih, pa bojo povedali več, kot si želimo slišati v njihovem času, pa kaj počnejo tam, pa s kom se družijo, pa kakšne slike dobivajo. Samo vprašati jih je pa lahko težko, zato ker prije tu spet malo ena nesigurnost, mogoče nepoznavanje tega področja, strah pred tem, tudi mogoče en odklon čisto do tega. Tako da malo poguma v tem. Vprašamo jih, kaj delaš ti na spletu? Koliko pa si kaj na spletu? Kdaj si pa šel včeraj spat? Ob 10, ja, ok. Kje pa imaš telefon? V sobi, ok. Pa pol tam gledali tiste videe, kak bazene delajo v džungli do 2 po noči, ne? Ne? To. Ok, hvala. Zdaj se počasi že približujemo koncu in zadnjim izjavam. Upam, da smo vsaj približno znotraj časovnega okvirja. Okay. Torej za konec smo naše sogovornice in sogovornike vprašali še, če se po njihovem mnenju spremembe na področju digitalizacije premikajo v pravo smer. Se mi zdi, da če bojo v bistvu v zavedanju ljudi meje glede pač in moralnih in dejanskih znanstvenih odkritij, da zna biti to zelo pozitivna stvar, ker pač tehnologija je bila ustvarjena zato, da se uporablja v pomoč človeku in ne zato, da bi zavirala njegovo delovanje in ustvarjalnost. Meni se zdi, da ja. Edino to, da bi mogoče profesorjem se ponudil kakšen, ne vem, krožek ali pa ker kakšni so že malo zastareli, pa ne znajo čisto najboljše ravnati z kakšno to opremo, no. So v redu zato, da se otroci spoznavajo s tem že pred tem in da znajo pol v prihodnosti uporabljati tehnologije, ko so odrasli. In je to zelo dobro pol. Ja,
prednost sigurno to, da je mogoče za dijake pol malo to bolj zanimivo, ne? Če jim pač pokažeš nek videoposnetek, če lahko oni tam na tablici urejajo zapiske, mogoče jim je bolj zabavno to, kakor pač tisto klasično pisanje samo na tablo pa v zvezek. Tako da mogoče kakšne dijake to malo motivira, ne? Ko si delajo zapiske na teh pametnih tablicah, pa mogoče malo bolj sledijo pol pri pouku, kakor pa, če bi pač mogli samo prepisovati v zvezke vse. Slabost? Ok, slabost. Ja, mogoče to, no, predvsem, da če imajo recimo res dijaki te tablice, kot pač jaz kot učitelj, malo težje vem, a res pač delajo to, kar delamo pri pouku, ali mogoče počnejo kakšne druge stvari, se pravi, res pač tam delajo zapiske ali, ne vem, igrajo neko igrco, malo težje to slediš. Zdaj, marsikaj se da hitrejše izvesti, marsikaj se da prikazati na mogoče učencem bolj zanimiv način. Potem, kar je meni dragoceno, je, če imam na interaktivnem zaslonu pripravljene prosojnice, včasih hočeš kaj za nazaj pokazati, pa zdaj, če imaš tablo, pol izbrišeš, tega ni več, lahko sam po spominu in probaš priklicati, tako pa lepo zarolaš na tisto prosojnico in rečeš, tlele smo tole delali, ja, saj res. Tako da, to se mi zdi velika prednost. Zdaj, tle vidim bolj težavo, ne zdaj konkretno v šoli, ampak ta splošna odvisnost od tehnologije. Se mi zdi, da če starši ne znajo tega bremzati, da marsikjer učenci je preveč časa na zaslonih. Pa ne mislim zdaj v smislu, da bi se učil s pomočjo tehnologije, ampak ne vem, da pol skoraj ne zna dneva preživeti brez, da bi, ne vem, 3-4 ure igrce igral. In to se mi zdi nekako največja slabost tehnologije. Zdaj, če se pa pametno uporablja, pa z neko zdravo mero, se mi zdi pa, da je koristna. Ok, kar veliko od povedanega v posnetkih smo danes že obravnavali, vsaka od sogovornic in sogovornika se je že dotaknila tematik omenjenih v našem zadnjem posnetku, tako da bi nekako samo z naslednjimi vprašanji poskušala iz več perspektiv zajeti tematiko današnje okrogle mize, tako da bom prvo naslovila kar na Mirjam. Torej, kje so po vaših izkušnjah največje prednosti pri digitalizaciji izobraževanja, ter če ste morda opazili tudi kakšne slabosti oziroma nevarnosti? Kot glavno prednost bi izpostavila v bistvu vse to, kar smo danes čez ves čas naslavljali. Jaz mogoče prej, ko sem govorila o digitalni kompetenci, nisem točno pojasnila, kaj sploh je digitalna kompetenca, ampak ena od kompetenc v okviru digitalne kompetence državljanov, ki naj bi jo razvil vsak državljan, je tudi varna uporaba spleta. Se pravi, da se ne zasvojimo, da se znamo zavarovati in vse te stvari, o katerih smo danes govorili. In jaz mislim, da če učenci uporabljajo in učitelji, če uporabljajo v šoli tehnologijo, se lahko naučijo uporabljati tehnologijo na tak način, da bo njihovo življenje bogatila, ne pa zavirala. In to je po mojem mnenju glavna prednost. Če pa gremo na konkretno, katere so plusi pa minusi, šle pa v bistvu mogoče, ker je sama digitalna tehnologija zelo širok pojem na eno zelo konkretno področje, če lahko grem, in sicer na digitalne učne vire. Recimo, kaj so prednosti pa slabosti. Ko mi beremo literaturo, in nisem prebrala ogromno literatura o tem, kaj je boljš brati na zaslonu, je boljš brati na papirju, smo popolnoma zmedeni. Zaradi tega, ker prebereš eno raziskavo, pa ti pravi tako, prebereš drugo raziskavo, pravi tako in na koncu je v bistvu vse skupaj ena zmeda. In ko sem jaz to brala, sploh nisem več vedela, kaj naj si mislim. Potem sem pa naletela na eno misel, ki me je pa v bistvu zelo pomirila, oziroma mi je tudi dala zelo eno spodbudo naprej za projekte, ki jih bomo počeli na ministrstvu. In sicer sem brala knjigo, ne vem, če jo poznate, od Marianne Wolf, Bralec, vrni se domov. In ona je rekla, da so številni raziskovalci poskušali ugotoviti, kaj so prednosti enega ali drugega, oziroma je boljš brati na zaslonu, je boljš brati na papirju, ampak niso uspeli. In preprosto se tudi nima več smisla s tem ubadati, ker do tega odgovora ne bomo prišli. Ampak moramo mi se zavedati preprosto, da živimo v svetu, kjer imamo oboje. In moramo opolnomočiti učence, da bodo znali brati na obeh medijih.
da bodo ohranili to zmožnost globokega branja. To je še posebej pomembno zdaj, recimo, ko se je v pisci pokazalo, da je upad bralne pismenosti pri slovenskih učencih zelo, zelo velik. Tako da, no pa poglejmo pol, kaj so potem prednosti tiskane knjige, oziroma kaj je značilno za tiskano knjigo. Jaz jih obožujem, jaz jih imam celo knjižnico doma. So fajn za prijet, težke so, dišijo, ampak so pa vse enake. Kaj pa je prednost potem, če z tega vidika pogledamo digitalne knjige? Mi imamo v šoli učence, ki imajo zelo bogat besedni zaklad, ki preberejo ogromno knjig. Hkrati pa imamo učence, ki so, ne vem, mogoče ravno kar prišli iz Ukrajine, kjer so zbežali pred vojno in se slovenščine še učijo. Imamo učence, ki odlično berejo, imamo pa tudi učence, ki imajo, ne vem, disleksijo, ki slabo vidijo. In tem lahko tehnologija zelo pomaga, ker jim spremeni prikaz, velikost, mogoče jim celo, ne vem, vsebuje slovarček, vsebuje vse različne elemente, ki jim lahko pomagajo pri branju. Poleg tega se lahko delamo zapiske, podčrtujemo, tega v knjigi načeloma ne moremo, če ni res naša. In to je v bistvu tisto, kar se mi zdi, da je pomembno, da se zavedamo, se pravi, da jih opolnomočimo, da najprej moramo opolnomočiti učitelje, da jih bo sploh znali opolnomočiti za učenje in na papirju in na digitalnih gradivih, ker trenutno smo zelo osredotočeni samo na papir. Potem pa se mi zdi, da tisti učenci, ki bodo imeli ta znanja, ki bodo imeli te strategije, ki se bodo znali odločiti, ok, takšen je moj bralni namen, zaradi tega bralnega namena je bolj primerno, da izberem ta medij oziroma ta učni vir, potem bodo te otroci v bistvu, po mojem mnenju, v veliki prednosti v primerjavi s tistimi, ki pa te priložnosti ne bodo imeli, ki ne bodo imeli učiteljev, ki bi jih to naučili. In potem bodo manj brali in potem bodo padli bralne pismenosti in vse tako naprej. Ok, hvala. Potem pa samo še zadnje vprašanje za Ajdo in Roka. Kaj menite o prihodnosti digitalizacije šolstva in mogoče tudi digitalizacije nasploh, glede na vajne odgovore do zdaj? In pa kakšne posledice bi to lahko imelo za otroke in učiteljice glede na vaše delo? Pa bi mogoče prvo dala besedo kar Ajdi. Meni se nekako zdi, da zelo hitro pademo v neko past, da nekako vidimo samo slabe stvari tehnologije, pa nekako demoniziramo stvari, kakor prej pa ni bilo tega, prej smo imeli pa idealen svet. Pa se mi zdi, da je drugačno, da mogoče je kot nek katalizator, ali kako bi rekla, da pokaže v bistvu probleme, ki smo jih imeli že prej, ampak jih mogoče nam postanejo bolj jasni. Tako da jaz sem v bistvu optimistka. Jaz mislim, da je to priložnost, da izkoristimo, kar je dobrega in kar nam tehnologija ponuja in nam lahko res obogati in izboljša življenje in da rešimo te težave, ki nam jih kaže, ker tehnologija sama ne more biti problem. Problem je pač, kako jo uporabljamo in sami pač ljudje in naš sistem, ne vem, kapitalističen sistem, ki daje prednost dobičku pred nekim posledicami za človeka in tako naprej. Tako da to so problemi, ki jih tehnologija samo kaže in jih lahko zdaj rešimo, ker postajajo tako očitni. Potem pa še Roku, torej prihodnost digitalizacije šolstva in nasplošno in kakšne posledice bo to imelo za otroke in učitelje? Ne vem, mislim, zelo veliko vprašanje, ampak definitivno digitalizacija je nekaj, kar mora, mislim, hočemo imeti državljane, ki znajo uporabljati naprave, katere imajo v rokah, ki jih znajo uporabljati varno, pa uravnoteženo, pa pametno, pa znajo z njimi tudi kaj ustvariti. To je nekako cilj in če lahko ta cilj, če se ta cilj lahko sledimo in se lahko implementira in se lahko dela na njem, je tu se mi zdi rezultat optimističen za naprej. Je tu pač zdaj ta naš del, ta naš logout del tega rizika, ki pa pač seveda pride zdraven. Zasloni, dokler so res uporabljeni namensko z nekim, to hočem od tega. Tudi če grem na YouTube, 80% gledanja, zdaj že je verjetno več, 80% gledanja posnetkov na YouTube je to, kar mi YouTube predlaga.
Sam nekje 20% je to, kar grem namensko iskati, ne. Pa zdaj že verjetno več, to je že verjetno stara statistika. Torej, dokler bo to namensko uporabljeno, to želim od te naprave, je to v redu. Težava malo nastane pol pri teh zaslonih, zato ker vmes, ko jaz tam berem, ne vem, Wikipedijo o slovenski geografski strukturi, mi zgoraj notifikacija pade iz Snapchata, ne? In pol enkrat, grem to pogledat, ne? In Snapchat pogledam. Ne? In potem sem 20 minut padem v luknjo to, ne? Na Snapchatu, pa ogenčke moram zmenjati, pa vmes še nekaj to, pa ono odpisati, 1, 2, 3, ok, zdaj moram iti nazaj geografijo, ne, brat. In dokler lahko torej to se res uporabi s tem, to je zato zdaj, to uporabljaš kot orodje, smo tu optimistični, ne. Ko pa pol tehnologija ima neke, ko pa jo začnemo uporabljati, samo to je pač spet odvisno od uporabnika, pa to, kar sem prej rekel, ne, kaj so moje potrebe, ki jih trenutno moram zadovoljiti, ne. Če je moja potreba zadovoljevanje po znanju, radovednosti, pol je Wikipedija fantastična, če pa moja potreba potem rabim malo pozornosti, ne počutim se slišanega, rabim malo sprejetosti, pol bo pa Snapchat hitro začel tam, ne, v spredje prihajati. Ja, to. Ok, v bistvu zdaj imamo še čas za kakšno vprašanje iz publike, ker smo končali malo prej kot predvideno. Pa če mogoče še koga kaj žuli, bi kaj vprašal, ali pa mogoče kako pa vi vidite prihodnost digitalizacije šolstva in posledicah tega. Saj lahko tu ostaneš, bom zelo kratek. Če hočemo, da ljudje, se pravi, kako je že bilo rečeno, državljani, znajo uporabljati tehnologijo, morajo prvo znati uporabljati logiko. Se pravi, logiko prvo v osnovne šole. Čakaj, komu je pa to namenjeno? Če... Mislim, da pač zna človek stvoriti osnoven stavek, ne, mislim, ja, pač mi smo, ja, na faksu imaš ljudi, ki pač ne vejo, kaj je poved, ne ločijo stavka pa povedi, ne ločijo, ne vem, dedukcije od indukcije, ne vem, pač, ja. Ok. Jaz imam vprašanje za gospod z ministrstva in sicer prej smo slišali lahko, da lahko pač učitelji, profesorice prepovejo uporabo mobilnega telefona med samim poukom. Zdaj jaz v pedagoški proces štejem tudi odmore, ker je pač to nek način socializiranja. In me zanima, kako lahko po vašem mnenju institucionalno, ker pač Safe.si pa Logout sta nek način sanacije teh problemov, ki nam jo tehnologija vnaša v pedagoški proces, kako institucionalno zamejiti tudi uporabo telefonov med odmorom, oziroma če je kakšen način sploh po vaše, oziroma v teh neformalnih pedagoških okoliščinah. Iskreno povedano se s tako konkretnimi vprašanji na ministrstvu ne ukvarjamo. Smo pa dobili v bistvu v zadnjem času zelo veliko in novinarskih vprašanj in poslanskih pobud na podlagi tega, da naj bi Nizozemska prepovedala uporabo tehnologij v šolah, ker se je izkazalo, da mediji sicer potem poročajo drugače, kot je v resnici, ker prepovedana je bila uporaba v šolah, ne pa v pedagoške namene, kar je bistvena razlika. Zdaj je pa to naredila Anglija. Ko so prišli rezultati PISA ven, je OECD dal v bistvu ven informacijo o tem, da ja, se je pokazalo, da učenci, ki imajo telefone pri sebi, so bolj, jim predstavlja neko distrakcijo, nek moteč element, ampak hkrati so pa napisali, da tega ne vidijo, da ne vidijo rešitve v tem, da šola prepove mobilne telefone, ker če ne bo šola naučila učence samoregulacije, kdo jih bo naučil? V Sloveniji se namenoma nismo odločili za to, da bi sistemsko prepovedali mobilne telefone v šolah.
Razloga za to sta dva. Prva stvar je v tem, da je sistemsko to zelo dolgotrajen in zapleten proces, tehnologija se pa zelo hitro spreminja. In zdaj, če bo trajalo kar nekaj časa, da mi najprej tole sploh uvedemo v šole, potem se pa tehnologija spremeni in rečemo, aha, to bi bilo pa spet fajn, da imajo, potem bo spet zelo dolg proces, da pridemo nazaj na tisto izvorno točko. Druga stvar je pa to, da je v bistvu, da imamo zelo veliko zaupanje v učitelje in v avtonomijo šole. Vsaka šola ima pripravljen vzgojni načrt in večina šol ima v okviru tega vzgojnega načrta glede na potrebe in značilnosti lastnih učencev in učiteljev določeno, kaj pomeni uporaba telefonov v šoli. Jaz poznam tudi fantastične učitelje in šole, ki dovolijo uporabo telefonov za učne namene in delajo fenomenalne stvari. In za take bi bilo res škoda, da ne bi povedali, da bi prepovedali. In tudi jaz recimo pomislim, kaj zame mobilni telefon? Jaz ga ogromno uporabljam za svoje učenje. In če mi nekdo pokaže, kako ga jaz lahko uporabljam, zato da hitreje pridem do informacije, da bo moje znanje trajnejše, da bom delila znanje še z ostalimi, potem se mi zdi to velika dodana vrednost. Tako da zaupajmo učiteljem, da bodo znali najti eno rešitev, ki bo najboljša za njihove učence. Ok, hvala. Mogoče še kdo? Preden se usedem. Vprašanje oziroma kratko repliko. Ja, moče samo hitro, tako na koncu bilo rečeno, želimo si, če to, zdaj ne vem, to nekako odzvanja splošno prepričanje, želimo si državljane, ki znajo uporabljati tehnologije, kam pa sem spadajo recimo te odprtokodne tehnologije, recimo meni se zdelo med COVID-om, ki se je na hitro sforsirali vse te tehnologije v učne procese, ali se pravi, kje se folk spoznava s tehnologijo v resnici v teh osnovnih šolah. In zdaj recimo jaz se z odprtokodnimi stvarmi zares nisem srečal do fakultete, pravzaprav pa se mi zdi, da bi mi koristili, da bi to tudi prevedel. A so kakšni premisliki glede tega? To je vprašanje zame. Mislite prosto dostopne učne vire ali prav odprtokodne aplikacije za, ne vem, da se kakšne stvari izdeluje? Ja, Evropska unija, UNESCO, OECD ogromno vlagajo v razvoj odprtokodnih učnih storitev in gradiv, tako da tukaj je ena zelo velika prednost. Mislim, imajo prednost in slabosti. Prva stvar, bistvena prednost je, da so brezplačne za uporabnike in da jih lahko potem tudi uporabniki prilagajajo svojim potrebam. Slabost pa je dolgoročno vzdrževanje. Ker načeloma je pač to denar, ki prihaja, ne vem, od teh organizacij in ko denarja ni več, kdo bo potem to nadgrajeval, so pa to zelo drage stvari. V Sloveniji so bile odprta kodna učna gradiva narejena prva že tam leta 2006 in potem še v 2-3 projektih kasneje, ampak so potem po letu 2015 se niso več nadgrajevala in so zastarela. Vmes se potem ukinil še Flash, se pravi marsikatera aplikacija na teh gradivih ni več delovala, niso več delovale animacije, niso več delovale nekatere naloge in marsikaj drugega. Tako da potem je ministrstvo dobilo nekaj sredstev in smo lani naredili nov portal za elektronske učne gradive, ki se imenuje e-torba in na njem so dostopna odprtokodna učna gradiva. In ko sem se pogovarjala z enim strokovnjakom, je rekel, da največja prednost, ki jo vidi v e-torbi, je to, da so to gradiva, ki jih lahko vzamemo in v bistvu iz njih vsak učitelj naredi tisto, kar hoče. Ker velikokrat so učitelji, ne vem, imajo zdaj na voljo različne učbenike, pa rečejo, joj, ta snov mi je pa preveč podrobno razložena, tukaj mi pa manjkajo informacije. In če imaš ti odprtokodno učno gradivo, potem lahko ti te gradiva prilagodiš za svoje potrebe, za svoje učence, moraš pa pri tem upoštevati avtorske pravice. Meni se zdi, da je to tukaj še največji izziv. In mi bomo šli zdaj v en projekt, ravno povezan je s tem, v bistvu, kako se mi učimo v digitalnem okolju, se pravi, da se opolnomočijo učence za to, da znajo brati. In zelo pomemben del tega je, da se pravi, če mi želimo imeti dobre rezultate pri tem, da bodo učenci dobro brali v digitalnem okolju, potem potrebujejo tudi kakovostne učne vire.
Tako da se bo v okviru tega projekta se bo razvil ne samo strategije, ki se jih uporablja za branje in učenje v digitalnem okolju, ampak tudi kakovostne elektronske učne vire in tudi priporočila, po katerih se bo lahko učne vire ocenjevalo in vrednotilo. Po drugi strani pa se bo razvil tudi aplikacije in storitve, ki bodo podpirale takšno učenje. In pri tem delu z učnimi viri smo v bistvu razmišljali, da mogoče pa res naredimo tudi še en preizkus, da vidimo, kaj se da narediti s tem, da razkosamo te posamezne koščke, pa potem učenci oziroma učitelji ustvarjajo, kar se njim zdi potrebno. Ampak jaz mislim, da je takih učiteljev v resnici zelo malo, ker je najlažje, da vzameš učno gradivo, ki ga že poznaš. Se pa meni osebno zdi, ker sem se z učbeniki res zelo veliko ukvarjala, tudi pisala sem jih in urejala, se mi zdijo vseeno učbeniki veliko boljši kot množica različnih učnih gradiv z različnih koncev, ki ima vsak svojo prednost. Zaradi tega, ker so to ena sistematična povezana celota, ki pripoveduje enotno zgodbo in se nadgrajuje med sabo. In to je neko povezano znanje, medtem ko če imaš pa več različnih koščkov, pa tega ni in imajo učenci lahko veliko več težav pri učenju kot sicer. Ok, hvala. To mizo zdaj zaključujemo. Hvala vsem sogovornicam in sogovorcem za udeležbo. Hvala tudi publiki za poslušanje in vprašanja, in kratke replike, ki so prišle iz nje. Upamo, da vam je ta okrogla miza ponudila dovolj dober, globok uvid v praksi digitalizacije v šolah in naslovila vprašanje, ali gre tu za dobro prakso ali obče družbeno razočaranje. Hvala.